SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-vem podcastu. Aktualna tema tokrat seveda še kako povezana z dogajanjem čez lužo in pa v Evropi. V Evropski uniji, kjer se zdaj tisti, ki vodijo države Evropske unije, čudijo, kaj vse se dogaja. Kljub temu, da so vedeli, ali pa vsaj pričakovali, da bo s prihodom predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo marsikaj hitreje, vse drugače. In začelo se je tisto, kar je napovedal, da bo sicer v nekaj urah končal vojno med Rusijo in Ukrajino, dogajati v nekaj tednih in te spremembe so res velike. Najprej je Ukrajincem ponudil, če temu lahko tako rečemo, v podpis pogodbo, kjer bi Američani dobili nazaj tisto, kar so investirali. Tako je to razložil Donald Trump. Gre seveda za tiste drage kovine, ki jih danes industrije za svoj razvoj še kako potrebujejo. Potem se je po telefonu slišal s predsednikom Putinom. Z njim predolgo časa morda nihče ni govoril. In na to je Evropsko unijo le obvestil, da so se začela pogajanja med Rusijo in Ameriko o miru v Ukrajini. In smo, kjer smo. Kje smo? Na to mi bodo morda danes odgovorili moji trije gostje. Zelo sem vesel, da ste si vzeli čas. Hvala lepa vsem trem. Gospod Miro Cerar, bili ste predsednik vlade, zato bo ta uvid v to, kar se dogaja, še kako pomemben. Ste pa tudi seveda pravnik, zato bo tudi v kakšnih pravnih teh pogodbah kakšno rekla. General Dobran Božič, en lep pozdrav, svetovalec ministra, zdaj dolgoletni strokovnjak za vse to, kar se dogaja, in prav o vojni v Ukrajini sva tudi v tem studiu že govorila. Ja, lep pozdrav. Hvala lepa. In pa seveda novinarska legenda, sam bom kar tako rekel, ni jih veliko novinarjev v Sloveniji, ki imajo takšen uvid, takšno znanje, kot ste vi, gospod Ervin Hladnik Milharčič, en lep pozdrav, hvala za obisk v studiu. Bog vas blagoslovi. Sej ne vem, kje začeti. Včeraj je imel predsednik Trump nagovor v Ameriki, kjer je dejal, končno bo Amerika spet velika, ampak sej tega smo se zdaj že navadili, zato bi morda začel nekje drugje. Ali NATO, po vsem tem, kar se dogaja, sploh še je tista organizacija, ki lahko rečemo, da nas bo varovala, če bi se zgodilo kaj nepredstavljivega. Pa bomo o teh nepredstavljivih stvareh govorili kasneje, ampak zdi se, da je NATO bil nek združek in skupnost držav, kjer en drugega pazimo, se pogovarjamo, morda ne plačujemo članarine tako, kot je treba, ampak vendarle vemo, kje se pogovarjajo skupaj. Zdi se, da tega pogovora enotnega ni več, gospod Dobran Božič. Ja, hvala lepa. Verjetno z najtežjo temo takoj na začetku. Mi smo računali, da NATO je tista organizacija, ki nas je varovala ali pa varovala Evropo mogoče na eni strani, na drugi strani pa tudi Sovjetska zveza, da do nekega tretje svetovne vojne takrat ni prišlo. Jaz verjamem in upam, ali pa sem prepričan, da NATO bo še v neki obliki ostal in mi še vedno zaupamo v NATO. Jaz mislim, da takrat, ko smo prihajali v Evropsko unijo in NATO, smo imeli dober pregovor, torej živimo v Evropski uniji, varni smo pa v NATO. Jaz menim, da verjamem, da nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, in verjamem, da te grožnje Združenih držav Amerike in predsednika Trumpa, da verjetno niso v takšni meri, da bi ogrozile obstoj NATO, ampak na drugi strani pa NATO ni samo Amerika. NATO je trenutno je skupek držav, ki mislim, da vse si želijo mir in obrambo, in verjamem, da lahko računamo še na neko kolektivno varnost znotraj NATO, v kakšni obliki bo pa ta varnost, ali z Ameriko ali brez Amerike, pa bomo videli. Torej, je kar nekaj držav, ki izven tega konteksta, ki so že razmišljali, da bi tudi vstopile v NATO, in jaz verjamem, da je NATO še vedno dobra in močna organizacija in da bo tudi to v prihodnje in da bomo iskali našo varnost znotraj NATO. Sej to pod vprašanje, ob napadu Rusije, drugem napadu Rusije na Ukrajino, ne po Krimu, smo videli, nove članice prihajajo, NATO se krepi. Danes pa se zdi, da se ameriški predsednik pogovarja z človekom, ki je bil še do včeraj človek, ki je vojni zločinec, s katerim nimamo pravzaprav nobenih stikov, potem ko sta jih pretrgala Scholz ali pa predvsem Macron, in si rečemo, kaj je zdaj? A je NATO ostal sam, brez Amerike, dokler ne plačamo članarine? Torej, glede te članarine in glede tega se mi vsi zavedamo, da ta del moramo plačati, ampak to ni članarina, to moramo vedeti, ni članarina za NATO. Torej 2%, o katerem govorimo, ali več, je predvsem izdatek za svojo obrambo. Torej, NATO ne zahteva za NATO 2%, NATO nam pravi vsem, če hočete imeti spodobno obrambne sile, spodobno vojsko, potrebujete po vseh izračunih
ali kitajskih, ali ruskih, ali južnoafriških, 2%, da postavite sile, predvsem pa da vzdržujete sile. Torej, veliko držav, evropskih držav, nima niti izgrajenih obrambnih sil. Torej, verjetno je za ta izdatek 3, 4, 5%, da sploh izgradimo, postavimo sile tako, kot jih potrebujemo, in da potem vzdržujemo te sile, je potrebno 2%. Predvsem to govorimo o plačah, o nakupi nove tehnike, ki se kvari, ki se pokvari, ali se kupuje nova tehnika za nove oborožitve, o vzdrževanju te tehnike, torej, da ta tehnika deluje za operativne zavaje, za misije in tudi za razvoj. Torej, tudi ta del, katerega smo mi začeli na novo dajati, to je 2% in ta 2% ni za NATO, ne? To je predvsem za obrambo svojega področja in danes tudi predvsem govorimo, da 2% ali več potrebujemo, da postavimo strukturo, ki bo varovala Slovenijo znotraj NATO, kar je veliko lažje, torej veliko ceneje. No, prav o teh 2% bova še govorila, gospod Cerar, potem, ko je bil ta pogovor s Putinom, med Putinom in Trumpom opravljen in potem, ko je postalo jasno, ne, da je Evropa res izključena, ko je bil, Zelenski v Beli hiši na obisku, pa smo videli, kaj se je zgodilo, so se prav na hitro v Parizu zbrali na povabilo Macrona nekateri predsedniki vlad evropskih. Kaj zdaj to pomeni? Mi smo pa majhna država, vendarle smo pa del Evropske unije, NATO. Po eni strani smo rekli, saj smo enakopravni, po drugi strani pa, ko se stvari hitro dogajajo, vidimo, da te enakopravnosti, te razdelitve nekega demokratičnega sveta ni več. Kje smo? Ja, najprej bi rekel to. Za majhne države, kot je Slovenija, in ker jih je tudi kar veliko v Evropi, tudi za druge, je neka kolektivna obrambna zveza ključnega pomena. Ne samo zato, da bi se lažje branili pred zunanjim agresorjem, recimo pred nevarnostjo, ki prihaja iz Rusije, ampak predvsem tudi zato, da med seboj nastopimo v konflikt. Podobna varovalka je Evropska unija in njen skupni pravni red, ne? Ker to pomeni, da Italijani, Slovenci, Madžari, Hrvati, kot sosedje, pa seveda tudi Nemci, Francozi in drugi, imajo dodatne varovalke, da se ne konfrontirajo v preveliki meri, sploh pa ne na vojaškem nivoju, da torej ne pride do nekih ozemeljskih teženj in ambicij. In to je za Slovenijo tako zelo pomembno, da ne glede na to, koliko smo v vsakem hipu vključeni, moramo vztrajati na našem polnopravnem članstvu NATO. Seveda, realnost je taka, kot ste rekli, tudi znotraj EU, tudi znotraj obrambne zveze NATO, se seveda v ključnih momentih, ko je treba hitro sprejemati neke odločitve, najprej posvetujejo veliki, dostikrat tudi neformalno. To, da se potem formalno sestanejo v ožjih krogih, ni dobro. Tukaj bi bilo bolj modro, če bi Macron ali kdorkoli bo v prihodnje to počel, le sklical vse člane Evropske unije, kajti to daje tudi večjo, bi rekel, moralno, pa tudi simbolno moč takim posvetom in tako naprej. Zdaj, dejal bi še to. Omenili ste seveda predsednika Trumpa, kadar gre za osebe, ki imajo zelo močne avtokratične težnje in se prebijajo na vrh tako pomembnih držav, kot so Kitajska, Rusija, ZDA. In za ZDA je to zdaj nek precedens po dolgem času. Seveda je zelo odločilno, kakšne osebnosti so. V demokratičnem kontekstu, če je predsednik take države demokrat, seveda je to pomembno, ampak ne morda toliko, ker je zadaj še stranka, so neke skupine, s katerimi je navezan. Trump je pa tipičen avtokrat in seveda po mentaliteti on nima neke širše, kompleksne vizije tega sveta. On se zelo trgovinsko pravzaprav obnaša v politiki. In to je za svet zelo nekaj novega, nevarno, če mene vprašate, vnaša veliko nepredvidljivost v mednarodne odnose, še posebej zato, ker je Amerika velesila. In zdaj imamo pravzaprav Kitajsko, Rusijo kot dve močni velesili in nekoga, in seveda obe diktaturi, torej avtoritarni državi. In zdaj pravzaprav prva velesila še vedno v svetu kaže možnosti, da se razvija v pol diktaturo ali celo diktaturo, če bo seveda Trumpu uspelo to, kar je prepričan v njegovi zamisli, kajti drugače on ne more uresničevati takih idej, kot jih ima, kot da si pač uzurpira več oblasti, kot mu po ustavi gre. In tukaj je na preizkušnji zdaj ameriška ureditev notranja, ali bodo te institucije demokratične le obstale, ali bo se ta sistem zavoden ravnovesij, checks and balances, izkazal še vedno za uspešnega, ali pa bo prišlo do neke pol diktature ali celo kaj hujšega, ali celo do notranjega konflikta, ampak to je seveda ameriška zgodba. Nas pa zelo zadeva zato, ker seveda izgubljamo zaveznika, izgubljamo,
nekoga, s katerim delimo neko skupno politično, kulturno tradicijo, vrednote v največji meri, čeprav smo različni. In to Evropo bo prisililo, kar je pa dobro pravzaprav, da se prebudi, da stori to, kar je zadnja leta bilo stalno nekje na dnevnem redu, da je treba več narediti v Evropi za nas, da je treba pač biti uspešnejši, učinkovitejši v svetu, se prebiti na svetovni zemljevid in tako naprej. Seveda ta hip nimamo ravno nekega vodstva, če sem zelo iskren, ki bi, govorim na ravni Evropske unije, ki bi obetalo tukaj neke zelo hitre, radikalne, znatne premike, pa vendar verjamem, da bo Evropa, če zdaj s tem zaključujem ta prvi del, na podlagi tega, kar se dogaja, napovedane trgovinske vojne ZDA, napovedane grozne, da celo se kot zaveznica v NATO ZDA ali umakne ali ne bo več toliko kooperativna, da Evropa pač poskrbi zase v večji meri. In to je dobro, bo pa zelo težko, naporen proces nas čaka, ker bo to drago stalo, ker bo to pomeni spremembo mentalitete, tudi medsebojnih odnosov. Tukaj bi se zdaj ustavil, pa morda kasneje več. Ermin, prej, ko smo malce govorili, preden smo se usedli pred mikrofone, si dejal, to, kar je naredil Trump, tega v moji karieri še nisem videl. Jaz sem 40 let novinar, pa z občudovanjem gledam, kako predsednik Amerike, ki je bil, bom rekel, če že ne tarča, prezira vsaj iskrenega posmeha tudi z moje strani, z velikim veseljem, dela svetovno revolucijo. In je rekel, leninistično, po zahtevi Lenina, prva njegova je bila, vsak dan se mora nekaj zgoditi. Ne smejo imeti miru, vsak dan se nekaj izmisliti. Je pa rekel Trotskemu, Buharinu in Kamenevu in Stalinu, je rekel, vsak dan se nekaj izmislite. Ti Trotski, daj svojo svetovno revolucijo, pa vojsko, ti ekonomijo, karkoli, samo vsak dan. Ok, to dela. To je sjajna leninistična metodologija. Zdaj, spremljati Trumpa in imeti vse te konsideracije je super. Ampak moje vprašanje je drugačno. Kaj mi počnemo v tej zgodbi? Jaz sem domoljub in katolik. In kaj lahko vidim v tej zgodbi? To, kar vidim, je zabavno, ker to vidim od zadnje 20 let. Namreč imamo še vedno isto govorico, kot smo imeli leta 90. Ko smo vstopali, se približevali, prihajali v NATO in Evropsko unijo in smo pričakovali varnost in blagostanje. Varnost od NATO, blagostanje od Evropske unije. In ta projekt je super uspel. In kogarkoli si vprašal, kaj mi pridobimo, si lahko slišal cele litanije, kakšne so prednosti. To isto in sem potem jaz postavljal to vprašanje vsem evropskim politikom, do katerih sem imel dostop. Zelo preprosto. Kaj je vaše darilo Evropski uniji? Pa so me od Drnovška do Đurđana in Bog ved koga gledali kot idiota. Kaj vprašuješ? Kakšno darilo? In potem sem rekel to v političnem jeziku. Kakšen je prispevek vaše države k razvoju evropske ideje? Zakaj ste vi noter? Jaz mislim, da to isto vprašanje lahko zastaviš pri obrambi. Kaj mi dobimo od NATO? Ma si nor. Jaz sem bil leta 2014 na Krimu, ko so Rusi prihajali čez Kerč. In so Ukrajinci govorili, to je rulja. Nas bo NATO branil. Evropska unija ne bo tega dopustila. Mi smo evropska država, mi pripadamo zahodni civilizaciji, ne sme Rusija tega narediti. In šele potem, ko so Rusi prišli v Mariupol, si imel ti prvi resen odpor bataljona Azov, ki je Ruse pregnal iz Mariupola in potem so pač se orientirali na Donbas in mi je neuspelo vzeti Odeso od znotraj. Ampak to, kar jaz mislim, a smo se iz ukrajinske vojne kaj naučili? Jaz mislim to, imeti ta odnos. Mi smo pristopili v NATO, smo varni. Smo člani Evropske unije, imamo demokracijo in garancijo, da nikoli več ne bomo živeli pod noro vlado. Ma daj. A veš, to, ti od Evropske unije dobiš točno to, kar si vložil vanjo,
S tem, edino, kar lahko narediš, je, da prispevaš svojo perspektivo k razvoju evropske ideje. In v NATO nimaš druge, imaš smisel. Ne? Edino, vseeno, veš, kaj imaš, 8-kolesnike ali bicikle. Ne? Vprašanje je, koliko prispevaš v evropsko obrambo in koliko prispevaš k razvoju evropske ideje. Ne? Če na to nimaš odgovora, ne, potem lahko gradiš zgradbo iz kart, ki super zgleda, ne? Ampak ko se bojo sestali v Parizu, kdo se bo sestal zares? Francozi, Nemci, Poljaki in na veliko presenečenje vseh naenkrat Angleži, ki so postali del Evrope. Ne? In to tako reč v 2 tednih. Zakaj? Jaz mislim, da zato, ker Evropa rabi nuklearni dežnik, ne? Ima jih pa samo Francija, ki ima zakon, da so to francoske atomske bombe, ne ščitijo Evrope, in angleške atomske bombe, ki imajo mogoče ambicijo, da zaščita Velike Britanije pomeni tudi razširitev dežnika na Evropsko unijo. Ne? In tukaj noter, mislim, da resno vprašanje, ki si ga moraš zastaviti, ne? Če resno misliš s tem, da bi bil del teh povezav, je, kaj je tvoj prispevek? Razvoj evropske ideje, ki je dobra ideja, v krizi sicer, ne odsufana do konca, ampak še vedno najboljša ideja v obtoku, ne? In razvoj evropske obrambe. No, pa gremo kar tako naprej. Vse je v redu, ne? Absolutno. 1,26% je naš doprinos k tej evropski in tudi lastni, kot ste sami dejali, obrambi. Zdaj se govori med 3 in 5, ampak realnost je, da bi Slovenija prišla do 2 do leta 2030, verjetno nerealno. Ne? Ampak se pravi, kaj je ta doprinos danes in kaj bi lahko bil s to zahtevo, da bomo tudi mi vendarle obljubili, ok, zdaj pa bomo mi več dali. Ne, ker samo denar ne pomeni nič realno. Sej nimamo ne dovolj vojakov doma, nimamo niti dovolj podjetij, ki bi ta denar vzeli, ne glede na to, da je včeraj rekla von der Leyenova, jaz imam načrt, 800 milijard je na mizi, to bodo zasebni vlagatelji, a jih mi imamo. Torej, mislim, zelo dobro vprašanje, res dobro vprašanje in jaz mislim, da si premalokrat to postavljamo, to vprašanje. Torej, in druga tudi, kaj pomeni Evropska unija in pogodba, ki smo jo podpisali kot država. In jaz mislim, da si vsak Slovenec bi moral to pogodbo, ki ni zahtevna, prebrati to pogodbo in ta ideja, ki je bila, je verjetno ideja, ki je prinesla mir to Evropo in če to idejo zapustimo, potem smo res naredili katastrofo za naše otroke. Torej, to je tisto, na katerem bi morali graditi in potem se res vprašati, kaj lahko mi prispevamo na vseh področjih, da ta ideja ostane. In NATO je ena izmed tudi teh idej, ki je, in smo ga vedno vzeli, mir smo vedno vzeli kot nekaj danega, se nič ne more zgoditi. In jaz sem ravno spraševal ljudi, ne, se tudi dan pred vojno, ki smo imeli v Slovenijo, nobeden ni tega pričakoval, da bo drugi dan potem tanki na cesti in tako dalje. In verjetno isto pred prvo svetovno vojno in isto pred drugo svetovno vojno. Torej, ta mir ni tako dan in se kaj veliko v naši zgodovini ali pa mentaliteti človeštva ni spremenilo. Torej, jaz menim, da smo se mi to že 3 leta nazaj absolutno zavedali, kam gre ta svet. Mi smo naredili v državi, in ena izmed redkih držav v Evropi, kar vem, smo naredili stresne teste države. Torej, mi smo krepko skozi vajo odpornost preverili, kje je cela država, odpornost družbe. In kaj smo ugotovili, da verjetno zahvaljujoč zakonom, ki še imamo, tudi ostanke iz bivše Jugoslavije, da imamo sistem in neke sistemske ureditve, ki so dovolj dobro postavljene, da ta odpornost družbe še obstaja. Torej, prav zanimiva zadeva. Naredili smo zelo podrobno analizo in mislim, da ta mesec ali pa mogoče drugi mesec pride akcijski načrt, ki ga sprejela vlada, kako okrepiti odpornost cele družbe. NATO, ki je bilo pa rečeno, NATO, vedno govorimo o NATO, vse NATO, nič ne treba dati, ker NATO nas bo branil, ne? NATO je skupek držav. In pred 5. členom, ki pomeni, da če je neka država napadena in se mora sama braniti najprej, ne, je 3. člen. Ta 3. člen ravno o tem govori. Torej, države morajo biti sposobne se braniti sama država se mora biti sposobna braniti. In zato sem govoril, da ta 2% je za obrambo samega sebe. Ne? In potem, ko vidi se pa ostale države, če vidi, da se ne more braniti, ostale države pristopijo in pomagajo k obrambi te države. Torej, nekako ta koncept. Ni to tisto, da jaz nič ne dam, me briga NATO, pluvam po NATO in potem pričakujem, če se pa kaj zgodi, da se bo pa NATO branil. No? Mogoče še samo dodam, ne. Se spomnim, ko sem vodil vlado, je bila še Slovenija v hudi finančni ekonomski krizi na začetku mandata in smo potem tako po, bi rekel, promilih, povečevali
vložek v vojsko, ki je bila takrat res v slabem stanju. Ampak to je bilo zato, ker je bila Evropa še vedno v neki situaciji, kako bi rekel, neke zaspanosti, neke nezavedanja, neke stvarne prihodnosti, ki je že nastopala takrat pravzaprav. Mi se moramo zdaj strezniti, ne. Evropa je popolnoma nepripravljena na neke zadeve, na katere bi morala biti pripravljena. Veste, če se zdaj zgodi, da pride do realne vojaške nevarnosti za Slovenijo, 2% ne bo noben problem, tudi 3 ne. In mi se moramo zavedati, da je bila to naša zaveza, tukaj ima celo Trump prav. Kakorkoli ne, je brutalen, pa bi rekel, razmišlja zelo poenostavljeno, preveč, ne. Ampak mi smo dali leta 2014, da je bilo to 2012, torej po 2008, bila je 2012, zaveza, ki so jo dale vse članice 2014. Dale so vse članice NATO zavezo, da bodo prispevale najmanj 2%. In to večina evropskih držav ni izpolnila. Tako se ne moreš iti neko resno zvezo, seveda pa, če povečamo ta znesek, to pomeni, gre na račun tudi sociale, na račun zdravstva, na račun tudi ekonomije, delno lahko seveda usposobiš, da pri tem sodeluje in celo profitiraš. Tako da boste videli, če bo Evropa v neki realni nevarnosti, ne, ti procenti bodo narasli zelo hitro. Ampak, a veste, tukaj je zdaj potreben nek strateški premislek. In tukaj vidim, da evropski voditelji, ne, ga še niso pravzaprav našli, iščejo se zdaj. Ne. Zdaj tudi prihaja nov nemški kancler, Macron je sam doma v neki krizni situaciji, nima te moči, da bi nekaj naredil, ampak pogledajte, dolgoročno, če gledamo. Evropa in Rusija, ne, ki je zdaj naš največji neprijatelj. Ne. Mi smo na isti celini, mi smo sosedje. Sosedom moraš težiti, da imaš dobre odnose, ne da si stalno v vojni. Seveda zdaj tam predsednik Putin, z njim bo verjetno marsikaj na kratek rok nemogoče ali težko, ampak dolgoročno se lahko zgodi čez leta, da bomo celo z Rusijo v kakšnih zadevah zavezniki. Tam imamo še Kitajsko na oni strani, oni imajo tam težavo. Tudi ZDA verjetno vidijo, ne, en del, tudi Trump, po mojem, tega paktiranja z Rusi v kontekstu njihovih odnosov do Kitajske in širše. Evropa pa žal ni prepoznala tega, da pravzaprav je dostikrat bila tudi strani ZDA potisnjena v neko podrejeno stransko vlogo prav zavestno, da bi se nekoliko zmanjšala konkurenčnost. In smo tako bi rekel pri sankcijah kot pri drugih zadevah, recimo vizavi Rusija, tako zelo veliko stvari načelno naredili, pa pravzaprav zato ni bilo nekega učinka na koncu, ne tistega, ki smo ga pričakovali sami, smo pa trpeli večje posledice kot ZDA ali pa kakšen drug. Tako da tukaj nam zdaj izrazito manjka nek strateški, ampak hiter premislek o tem, kako naprej. Ne, Evropa je ta hip zgubljena, se išče, ampak jaz verjamem, da nas bo zdaj ta krizna situacija prisilila, da bomo našli neke rešitve, ker če jih ne bomo, bo pa res to katastrofa, ker ne vidim alternative za Evropsko unijo in tudi NATO, samo še to. Seveda lahko obstane tudi brez ZDA. Čeprav veste, ZDA ne verjamem, da se bo kar umaknila iz NATO, ker NATO je tudi za ZDA koristna zadeva. Tudi veste, če smo zelo realpolitični, tudi ko ZDA ima te svoje politične interese v svetu, ko včasih tudi vojaško, pravzaprav želi intervenirati, in zelo koristijo njeni zavezniki, ne, ki jih ima takrat ob strani, ker s tem pravzaprav stopi v skupino držav, ne, in gre za neko skupinsko akcijo, ki jo je težje potem na mednarodni ravni. Opravičijo. Tako je, lažje, ne. In tukaj je precej kompleksna zgodba, ne vem, kako jo vidi Trump, ampak ZDA niso samo Trump, še vedno ne. Tako da tu bo še tudi tam prišlo do premisleka. Bo se pa ta svet precej začel spreminjati, oziroma se že ne. Mislim, da 2/3 večina v senatu oziroma kongresu je potrebna za izstop Amerike v NATO, kar pa mislim, da trenutno ni mogoče. Ervin, kaj pa Ukrajina? Ne? Zdaj smo večkrat načeli temo NATO, pa Evropske unije, pa Amerike. Zdi se, da se res vse odvija zdaj brez Ukrajine, brez Ukrajincev. Ne? Vsi se zdaj kar naenkrat borimo za svoje položaje, za svoj položaj v tem svetu. Tisti, ki so nas pravzaprav združili, Ukrajinci, so pa ostali res sami. Ne? Ali se motim? Ne, seveda se ne motiš. Ampak poglej,
Tle zdaj v tem političnem diskursu zgleda super, to ne, NATO, Evropa, interesi, vrednote, ne? To zveni sjajno, ne? Ampak ni pa res, da ni alternative. Alternativa je zavezništvo z Republiko Rusijo, ne, Rusko federacijo, pardon, ne? Zavezništvo in v bistvu je treba narediti par zelo drobnih korakov za to, da to zavezništvo zaživi. Ne? Treba reči, da mednarodno pravo ne velja, da je okupacija ozemlja druge suverene države legitimna, ne? In da okupacija ni vojna, ampak je samo obrambno dejanje, ker je država, ki napada, brani samo sebe. Ne? Samo to treba narediti in potem je zavezništvo možno in ima Trump prav. Ne? V vsakem primeru. Okay, zdaj, jaz mislim, da to za velike sile to ni velik problem. Ne? Tudi za Evropo kot koncept mogoče ne. Vsi, vsaj 2 državi imate atomske bombe, ne rabita mednarodnega prava. Švedi so ravno kar novega Gripna pokazali, je fantastično lovsko letalo, ker lahko tekmuje s tem F-35, ne? Mislim, da tudi življenjsko zaskrbljenim ni treba biti. Ne? Zdaj, države, kot je Slovenija, ne? Ki so nenehno v tej krizi identitete, a mi rabimo vojsko ali ne? Ali jo imamo ali nimamo. Ne? Tle pa rabiš mednarodno pravo in rabiš vsaj iluzijo, da zakoni veljajo, ne? In da 51. člen ustanovne listine Združenih narodov, ne glede na to, da Elon Musk pravi, da naj se Združene države umaknejo, ne? Za članice še vedno velja, da če ena suverena država napade, boste vi bolj natančno dikcijo razumeli, drugo državo, ima napadena država pravico do samoobrambe, ostale članice Združenih narodov pa so dolžne ji pomagati. Ne? To še vedno velja. In pri Ukrajini mene čudi, da to nekako, a to velja? Skratka, ustanovna listina Združenih narodov, za katero mi, mislim, da še vedno smo podpisniki, ne, in garanti funkcioniranja sistema, za Ukrajino ne velja. Mene v tej točki skrbi kot domoljuba. Ne? A veš, ker namreč izkušnje iz vojn, ki sem jih videl kot novinar, ne, kaže na to, da še takrat, ko mednarodno pravo ščiti napadenega, je napadeni v velikih težavah. Med vojno sploh, v miru pa v še večjih. Ne? In to lahko rečemo Kosovo, Bosna, Irak, Afganistan. Ne? Dobro, v Afganistanu mednarodno pravo še veljalo, to je treba reči. Ne? Varnostni svet je potrdil napad na Afganistan, na Irak pa ne. Irak je bil nezakonita operacija, v kateri potem smo vsi sodelovali, sicer z blagoslovom mednarodnih institucij, ampak bil je flagrantna kršitev mednarodnega prava in rezultat država je razpadla. Ne? V Siriji mednarodno pravo ne velja od vsega začetka. Zdaj, pri Sloveniji se meni zdi, da kaj dosti drugega kot zaščitni mehanizem, kot so mednarodne institucije, naše članstvo v njih, ne, in papiri, ki zagotavljajo, da v primeru eksistenčne stiske, v čemer Ukrajina je, lahko računaš na solidarnost drugih. Ne. Zdaj, meni se zdi iracionalno ta srd, ki se je zvolil na Zelenskega, ko so pač cela vrsta slovenskih takih vidnih politikov, ne, bolj ali manj upokojenih, je ugotovila, da je Zelenski kriv za vojno. Ne? In da se bo na njega zvrnila odgovornost za to strašno usodo Ukrajine, s katero solidarizirajo. Vojna se je začela leta 2014. Sem bil tam, ko lahko detaljno opišem, kako se je začela in kako se je razvila. Zelenski je bil izvoljen leta 2019. Ne? Pred njim je bil izvoljen Porošenko. Ne? V Porošenkovem parlamentu človek, ki je dobil največ glasov, se je pisal Abramovič, je bil Jud. In je takrat Ukrajina veljala za nacistično deželo, pa je desnica dobila manj glasov kot na slovenskih volitvah. Ne? Tako da, ta ideja, da bomo Ukrajino zdaj odpisali, ne? Ok, dobro, ni v redu čisto z etičnih
vidikov, dobro, ampak to lahko preskočimo. Mislim, da etika, morala in te reči in tudi vrednote niso več zelo moderne, ne, zadnji mesec, dva. So pomembne, ampak moderne pa niso. Ne. Ampak kot samo zaščita, ne, je pa treba vedeti, da če nimaš tega, rabiš kaj drugega. Ne. In da ti samo formalno članstvo ne pomaga. In diskusija, ki jaz mislim, je popolnoma legitimna, je, a rabiš ali zavezništvo z Rusko federacijo, kar očitno ni zelo težko, mislim, ne greš skrb za Ameriko in si tam, vse tega smo vajeni. Ali resno politiko znotraj Evropske unije, najprej moraš prepričati Macrona, Starmerja in mogoče tudi Merca, da si resen partner, ne? Ampak moraš biti tam noter resno zapleten, ali pa moraš najti, ne vem, druge navezave, ki jim lahko zaupaš. Ne? Biti samo v tej zgodbi, jaz reč ne bi bil. Mogoče samo to, ne? Tega večina ljudi ne ve. Ne? Do zdaj je bil 5. člen pogodbe o NATO, ki govori o tem, da če ena država napadena, napadene so vse, ne, torej je treba potem stopiti v neko kolektivno pomoč, obrambo, je bil samo enkrat aktiviran. In to v zvezi z 11. septembrom. Do zdaj ga je edino Amerika, ZDA je profitirala na tem členu, ker so takrat razglasili vojno, ne, z terorizmom, kakorkoli določenimi državami. In takrat so potem vse članice NATO morale pomagati, ne, smo šli v skupno akcijo. To je malo nenavadno, ne bi človek pričakoval drugo situacijo. Zdaj seveda razumemo, ne, da je tukaj tudi problem vstopa Ukrajine v NATO dvojni, ne, zaradi tega. Ne. Prvi je ta, da seveda Rusija ne želi imeti na meji še ene članice, sploh tako velike, ne, ki bi bila oborožena z NATO silami. In druga je ta, ne, da če se zdaj vključi v NATO, prej ali zdaj, to pomeni napad na Ukrajino je spopad z NATO. In to je potem svetovni spopad, to je svetovna vojna. Ne, tako da to je res zelo problemska situacija. Jaz mislim tako, da ima tukaj kolega Milharčič zelo prav, ne, realnost je zelo kruta v tem svetu, ampak kljub temu na mednarodnem pravu moramo vztrajati. Nekoč mi je nekdo dejal, velike države imajo tanke, majhne imajo pravo. In v bistvu je tako, ne, že zaradi tega, ker smo majhni, mi moramo, ne, to nam je edina opora, je pa res, da tudi to mednarodno pravo ima neko logiko. Ne. Nekatere države se preko njega izognejo medsebojnim konfrontacijam, recimo ravno v Evropi. Ne. Spoštujemo mednarodne pogodbe, ki so sicer Evropska unija, ne, ki nas vežejo, in tako pravzaprav Francija, Nemčija, ne, pa Italija, pa druge, nekako ne morejo, rekel so, bolj oddaljeni od možnih konfliktov, dokler se to igro gremo. Seveda lahko vedno se to vse poruši. Ampak na koncu je tako, kot po vsaki vojni, tudi vojna se vedno konča in potem spet gradiš na nekem mednarodnem pravu. In zato jaz mislim, da kakorkoli imate popolnoma prav, mednarodno pravo se zelo pogosto krši. Ta organizacija Združenih narodov je dostikrat, bi rekel, res nemočna, ne, brez zobi tiger in tako naprej v tem pogledu. Varnostni svet je zablokiran in podobno. Ampak kljub temu moramo še vedno na mednarodnem pravu vztrajati, kjer se le da, ker če pa še to enostavno rečemo, ga ne rabimo več, potem je pa samo še moč, ne, potem je pa samo še spopad. A lahko tukaj samo pod vprašanje, ko ste ravno pripravili mednarodno, zdaj bi dodal še to trgovinsko, morda, ne, pa pustimo carine, to je zdaj druga zgodba, bi se na Ukrajino osredotočil. Oni imajo ogromna nahajališča redkih kovin, ki so seveda za cel svet krasna priložnost za investicijo in Trump to vidi tako kot poplačilo tega, kar je Amerika dala. Čeprav govori o številkah, ki morda niso ravno preverljive, kažejo, da niso prave, tako bom rekel. Ne. Če pogledamo BBC, vidimo, da je Evropa dala več denarja. Ampak on je dobesedno vsilil predsedniku Ukrajine Zelenskemu podpis pogodbe za izkoriščanje njihovih rudnin. To je zdaj pogodba. Ne. Kako kot pravnik, mednarodni pravnik vidite takšno pogodbo? A ko bo konec, ne vem, Trumpovega mandata, ali pa lahko rečemo Evropejci, poslušajte, to je v bistvu kot neka prisila kapitulacije, ne bo vam pomagali, če tega podpisa ne bo in to se je zgodilo. A ne? To Glejte, je potem kršitev vsega. Če bi gledali samo pravno, ne, je Ukrajina suverena država, ki v primeru, če se odloči za podpis kakršnekoli pogodbe, jo mora izpolniti. In zdaj motivi pravzaprav za neko pogodbo z pravnega vidika so pomembni samo toliko, kolikor morajo biti zabeleženi v smislu, da bo pogodba veljala, da se jo bodo vsi držali. Z etičnega vidika, ne,
pa tu pride do izraza ta, bi rekel, politični primitivizem, ne, ki niti ne želi prikriti namena, ne, bi rekel, Trumpa. Skratka, mi vam damo orožje, vas podpiramo vojaško, strateško, torej tudi logistično, vi nam boste pa to plačali v rudnina. Gre za nek nivo politike, ne, ker se niti ne želi prikrivati teh, kako bi rekel, pridobitniških in drugih namenov, ki je pravzaprav zelo žalosten. Jaz mislim, da s tem neka civilizacija, ki se je komaj da malce postavila, ne, tudi ta zahodna, na neke vrednote, pada. Ne. Mi padamo zdaj. Ne. Človekove pravice so vedno manj pomembne. Vse to, kar je rekel kolega Milharčič, realnost od Sirije do Iraka, od Afganistana, povsod pravzaprav moč začenja prevladovati nad vsemi temi standardi, ki smo vzpostavili. Zavedam se tega, ampak na to se še vedno ne sme pristati. To je bistveno. Zdaj seveda, če smo konkretni, ne, kaj bo zdaj Ukrajina storila, kaj bo storil Zelenski, tukaj je v pad poziciji pravzaprav. Ne. Oni ne morejo pred Rusom se dolgo več braniti, oziroma braniti svoje ozemlje, če ne bodo imeli pomoči Amerike, tudi ZDA. Evropa se ne bo, po moji oceni, mogoče se motim, to je bilo zanimivo, v tako kratkem času uspela do te mere usposobiti, ne, vojaško, da bi lahko Ukrajini pomagala, tako kot je ZDA do zdaj. In Ukrajina nujno potrebuje ZDA. Ne, zato tudi na koncu se bodo v tem meru bosta pogovarjala Putin, ZDA. V sodi Ukrajine žal ne bodo odločali v tej meri Ukrajinci sami, tudi Evropska unija ne. Kakorkoli se bomo zraven nekako trudili, v realnem času ne. Ampak gospod Cerar, poglejte, ta mir zahteva kapitulacijo Ukrajine, prepustitev Krima in Donbasa Rusije. Ne. Zdaj, kolikor se jaz spomnim, je vprašanje nespremenljivosti evropskih meja, ne, pravilo, ki še vedno velja. Ne. Če to ne velja več, kaj Srbiji prepoveduje na ravni v vašem svetu aneksijo Kosova, vojaško, ne papirnato, ne, resno diskusijo o vprašanju Piranskega zaliva in morja, ne, in glede na barvo politične vlade v Italiji, italijansko idejo, ki nikoli ni bila pozabljena, da je meja Italije pri Logatcu in nad Postojno na Rebrnicah, ne? Ampak to je šele začetek, ko rekel mađarski premijer ima pred sabo karto s slovenskim delom. Ne? Ja, ampak ko rekel, kjer je pol Evrope Mađarska, Poljaki imajo tudi zelo legitimne aspiracije lahko v Ukrajini, ne, se je dobra tretjina Ukrajine je bila del Poljske, še več mogoče poljskega imperija, plus, rekel, brat moj Ivan, ne, je pokopan v Lvivu, zato ker je bil del tega nesrečnega bataljona goriških strelcev, ki so ga Rusi z artilerijo zdesetkali v prvih 10 minutah, ki je stopil z vlaka, in mislim, da tam, kjer je slovenski grob, tam ima tudi Slovenija neke strateške interese. Ne? Zgodba je daljša. Ne? Kaj nam zagotavlja, da se ne bomo resno pogovarjali potem o spremembi še drugih evropskih meja? Absolutno prav. To se rekel, mednarodno pravo moramo 100% podpirati. Ne gre. In to pomeni tudi spoštovanje obstoječih meja Ukrajine, mednarodno pravno določenih. To pomeni tudi na nek način še naprej pomoč Ukrajini, da jih ohranja, ne, na nek način. In kot pravite, če pade mednarodno pravo, če se mu odrečemo kakorkoli, če priznamo, da je bila Putinova invazija, torej agresija, legitimna, če rečemo, da Putin ni upravičeno obtožen pred mednarodnim tribunalom za torej vojne zločine, kakorkoli že, potem ogrožamo tudi sami sebe in ne nazadnje sprejmemo neetične odločitve. Ne. In zato mene tudi skrbi to, kar se bo zdaj dogajalo. Mene to zelo skrbi, ker Amerika in Rusija bodo sklenila, kot sem rekel, nek dogovor, ne, ki ne bo v korist Ukrajine. To bo nek dogovor, ki bo v korist teh dveh velesil. Ne. Še posebej zdaj, ko imamo tam Trumpa, ki razmišlja o Ameriki na prvem mestu. Ne. In to me zelo, zelo skrbi in jaz mislim, da tisto, na kar se lahko idejno odpiramo, je pač spoštovanje mednarodnega prava, to tudi ohranja Evropsko unijo. Ne. Sicer smo res, kot pravite, v realni nevarnosti, če gledamo našo zgodovino in imperialistične politike, ki so jih naše sosede vodile tudi do nas.
In drugo je to, kar je bilo prej rečeno, mi moramo zagotavljati tudi svojo lastno obrambo. Če tudi se zdi v nekem momentu, da majhna Slovenija ne more, ampak spomnimo se naše osamosvojitve, če ne bi bilo oboroženega odpora, verjetno ne bi bili danes samostojna država. Ne glede na to, da so se morale neke politične zgodbe pokriti, da je bilo to še potem realno izvedljivo, ampak Slovenija tudi zato rabi svojo vojsko, svojo obrambo. To je bilo vedno v zgodovini. Ta obrambna funkcija države nikoli ni popolnoma odmrla, da se pa spet, bi rekel, krepi. Se pravi, mir za vsako ceno, Evropa tega nikakor ne bi smela podpirati. To, kar nam Trump pravzaprav izsiljuje. To je zdaj zelo kompleksno vprašanje. Za vsako ceno pravzaprav mir. Torej, vsekakor bi moralo zdaj nastopiti neka diplomacija, verjetno že prej, ki bi se neko premirje vzpostavljala. Namreč v tem smislu, da ne padajo žrtve, da neko premirje, če temu rečemo, je absolutno nujno. Ampak bi rekel, končni mir za vsako ceno pa verjetno res ne, ker če je mir popolnoma krivičen, če torej, bom rekel, v skrajnosti, če to pomeni, da je Ukrajina ruska, potem je to popolnoma nesprejemljivo. To pomeni, da smo jutri mi lahko od nekoga, da nas požre. Ja. Ta izziv, ki ga je Cerar postavil, pa tudi Amerika, Evropski uniji, kaj pa ste vi pripravljeni narediti za obrambo Ukrajine? Tudi ta vprašalnik je prišel strani Trumpa vsem predsednikom vlad oziroma vsem državam. A Evropa s svojimi obrambnimi zmogljivostmi, če Amerika zdrži na tem, kar je zdaj naredila, da je odpoklicala to finančno in pa tudi vojaško pomoč Ukrajini, lahko Ukrajini pomaga, da se še do tega miru bori naprej, da zadrži vsaj te položaje, ki jih ima. Ali ima Evropa dovolj teh obrambnih zmogljivosti vojaških, da jih lahko pošlje? To je zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da na dolgi rok nima trenutno, torej na dolgi rok ali pa nek srednji rok, verjetno Evropa ne razpolaga s temi zmogljivostmi. Verjetno bi krepko, recimo, svoje skladišča izropali in še bolj izpraznili, torej to je taja in naša vojna proizvodna absolutno, ne glede, da smo 3 leta v vojni, se v Evropi še neka vojna ekonomija ni začela ali pa nismo začeli spostavljati neke domače vojne industrije, kar je verjetno slabo. Torej, mislim, da je to treba spostaviti čim prej, torej tudi za rast ekonomije nasploh, in verjetno Evropa kot taka temu ni sposobna slediti. Torej, brez Amerike verjetno nismo in zato tudi predsednik Trump ima tako močno karto aduta, s katerim maha in lahko izsiljuje, kakorkoli to dela. Torej, ta del nismo sposobni. Bistvo tega pa je, torej, tudi če gledamo pa mogoče malo nazaj, torej, če bi verjetno Ukrajina v pravem času in dolgoročno zagotavljala 3-5% za obrambo in rast svojih sil vse skozi, bi verjetno imela krepko večje zmogljivosti tudi doma, pa verjetno smo vsi gledali, se bo mir, tega ni potrebno in verjetno tudi nesramno, absolutno nesramno in nespodobno bilo narejeno, da je oddala svoj nuklearni arzenal, ki je bila, mislim, da druga največja država na svetu glede arsenala nuklearnega, s katerim so velike sile, točno te sile, ki se danes najbolj šopirijo okoli nje, zagotavljale varnost, ozemljsko celovitost in varnost. In predvsem pa ta Ukrajina je simbol tega, kar se Evropi ne sme zgoditi. In to mislim, da mi ne razumemo v Sloveniji dovolj dobro, da ni samo Ukrajina, da smo tudi mi potem kot del igre velikih in močnejših. Če pustimo to pravilo močnejšega, potem se bodo 3 največje države na svetu zmenile, kateri del Slovenije, Italije ali pa kar vem, pripada komu in pač tako bo in boste tiho in tako boste to sprejeli. Torej, ali je mednarodno pravo, kar je bilo govora, ali pa bojo drugi govorili, kako bo. Zdaj, ko Evropa govori, kako bo, ima najprej, to pa je zdaj predlog o premirju, dajmo se en mesec ne obstreljevati, se začeti pogovarjati, je zadnji predlog iz Macronove pisarne. Ta drugo, ki se pa zelo močno omenja, pa je, ali bo torej Evropa poslala svoje vojake v Ukrajino na to mejo med Rusijo in Ukrajino, ki to ni, se pravi na ukrajinsko ozemlje, da nekje vzdržuje to premirje. Zato vas moram vprašati, rekli ste, mi se bolj pogovarjamo ali pa se ne znamo niti naliti čistega vina. A je torej dejstvo, da bodo tudi slovenski vojaki nekoč bili na tej neki obmejni črti, ki bo, ne vem, kot v Severni in Južni Koreji, ki bo delila Rusijo in Ukrajino in tudi naši vojaki torej tam skrbeli za mir? Torej, zdaj so tukaj verjetno 2 vprašanja. Torej, ali gremo mi v vojno za Ukrajino proti Rusiji? Jaz verjamem, da to nikoli ni bilo še na mizi in o tem se ne pogovarjamo. Torej, pride tisti narativ, zdaj bomo pa pošiljali slovenske vojake umirati v Ukrajino.
To je zgrešeno, ni pravilno in ni nikoli bilo na mizi, o tem ne govorimo. Govorimo pa mogoče, če govorimo pa o tem, da bo pa Združeni narodi kot inštitucija, ki bi morala obstati, verjetno se spremeniti v dolgoročno, sprejela resolucijo v nekem miru, ki bi bilo, potem pa verjetno bo prišel na našo mizo politično tudi razmislek, ali bo Slovenija del nekih mednarodnih sil, ki bi zagotavljale mir in stabilnost v tem delu Evrope in s tem tudi del stabilnost pri nas. Torej, ampak jaz mislim, da do tam je še daleč in verjetno je ta konstelacija, ali bo to verjetno mora biti resolucija Združenih narodov, kar tako ne bo, in potem se morajo vse strani strinjati, torej tudi Ukrajina absolutno se mora strinjati, da so take sile lahko pri njej, absolutno se mora Rusija strinjati, upletena v konflikt, absolutno in vse ostalo, torej in tudi evropske države, potem se ta nabor začne delati in verjetno, če bo do tega prišlo, verjetno ne bo Evropa edina, bo prišlo, torej Avstralija se je že ponudila, verjamem, da bo cel svet se ponudil, ki bi radi, da se tako morija in ta žalostna zgodba Ukrajine zaključi in konča. Govore pa predvsem o tem trajnostnem miru, torej, da ta začasni mir ne pomeni to, da se ena ali druga stran okrepi in potem nadaljuje neke spopade, provokacije in neko hibridno in kakorkoli drugačno delovanje. Ervin, ko si bil v Ukrajini večkrat, kako Ukrajinci, zdaj po 3 letih vojne, sploh gledajo še na svojo prihodnost? Kaj pa oni zase sploh si še želijo, če si kaj? Veš, v vojni, ko gre za preživetje, imajo ljudje zelo jasne ideje. Najlepše mi je en Rus v Kijevu to razložil. Fantastičen tip, ki je bil del neke organizacije, ki je rekonstruirala šole potem, ko se ruske čete že umaknile. In je imel čisto osebni problem. Rus, njegov sin je pa govoril ukrajinsko, zavračal, da bi govoril rusko in je bral rusko poezijo samo. On je pa rekel, da vzem še Puškina, ne, ukrajinski patriot. In potem sem njega vprašal, okrog 60 let je imel človek, sem ga vprašal, dobro, kdo se bori? Rekel, bori se moja generacija. Rekel, veš, poglej statistiko, največ vojakov, ki je umrlo v rovih, je umrlo tam od 40. do 60. leta. Pa sem rekel, zakaj? Pa je rekel, zato, ker ne smemo dovoliti, da umirajo starejši od 25 let, ker če zgubimo mlajšo generacijo, smo zgubili prihodnost države. In naroda tudi. In skratka, oni prihodnost gledajo tako, da morajo zaščititi najmlajšo generacijo pred fizičnim uničenjem in so zato pripravljeni narediti marsikaj. Zdaj, a veš, kaj oni rabijo? Rabijo to, da naši slovenski fantje grejo umirati v Ukrajino. Jaz mislim, da problem v tem, da ne znajo. Jaz mislim, da med slovenskimi fantih je zelo malo takih, ki bi znali iti v Ukrajino in tam umreti. Po tem, kolikor poznam mlade slovenske fante. Zato neke veščine za to le rabiš. Kaj pa Ukrajinci rabijo? To, kar so meni rekli ljudje v uniformah, sicer nižjih od generalske, mislim, da ti z enim generalom nisem govoril, sem govoril pa s temi komandanti bataljonov pa tega. In oni so rekli, mi rabimo 50 protiletalskih baterij, zato da imamo lahko vsaj 40 raket hkrati v zraku, in rabimo 100 letal. In rabimo neskončno količino topovskih granat, s tem lahko stabiliziramo fronto. In prav so oni rekli, da bi mi vojaško lahko zavzeli nazaj Donbas in Jalto, pozabi. Mogoče nikoli več. Ampak za stabilizacijo fronte rabimo pa to. In to ni tako zelo veliko. Zdaj jaz mislim, a veš, da mogoče pa dobro razmišljati na nižji stopni ambicij, a veš, mir svetovni, daj, koga briga to, v resnici, mislim, veš, zdaj Bukavu v Kongu je tarča ofenzive iz Ruande, pa ne vem, če kdo ve, ki je Bukavu je, Skratka, Ukrajinci potrebujejo v resnici bistveno manj od popolnega vojaškega angažiranja Evropske unije. Ampak tisto, kar potrebujejo, pa življenjsko pomembno. In to se da prešteti, kaj rabijo zares. Omenil se te fante, Američani so bili tisti, ki so želeli, da se spusti v poklic, celo na 18 let, se mi zdi. Enkrat sem pa v tem studiu tudi gostil profesorja zaslužnega, ki je pa v demografiji govoril in je dejal, Ukrajina je že pred vojno imela najnižjo nataliteto in njihov problem po vojni bo ogromen, ker je toliko ljudi odšlo. Tako, ja. Tako da, ja, Ukrajina po vojni, ko jo bo konec, je vprašanje, kakšna bo. In zato morda tudi to vprašanje še vedno v luči teh pogodb
Spomnim se, da je bila konferenca organizirana o tem, kako bo tudi Evropska unija sodelovala pri obnovi Ukrajine, ko je bila vojna še močno v teku, takrat so Rusi uničevali velika mesta, kot to še zdaj jih obstreljujejo. A tukaj, vi ste bili predsednik vlade, a tukaj Evropa pa lahko zavzame neko stališče, da vendarle vsaj v tem začne obnavljati svoj vzhodni del, pa reče, ja, vsaj tukaj bomo vstopili notri, vsaj tukaj bo nekaj za nas, da Ukrajino privežemo nase in jim ponudimo nekaj. Ali nas bo tudi tukaj Amerika popolnoma obvozila, ko bo šlo za te druge posle? Pri prvem vidimo, da so šli popolnoma mimo. To je pa zdaj težko oceniti, odvisno, kakšno se bo zdaj razmerje med Ameriko, torej ZDA pa Ukrajino vzpostavilo na podlagi teh dogovorov, pa dobave orožja in podobno. Dejstvo je, da ta hip je Amerika močnejši partner. Mi nismo taka velesila, Evropa skupaj. Imamo ekonomsko moč, veliko, imamo pa politično-vojaške, takšne moči, tudi nismo čisto enotni v vseh vprašanjih, kar seveda nas slabi. In na to ne znam ta hip odgovor. Zagotovo se bo Evropa dolgoročno, še posebej, ko se bo tam nakazoval nek mir, ko bodo neka področja bolj ali manj zanesljivo že pripravljena na neko resno obnovo, se bo Evropa trudila, in ker je tukaj geografska bližina, bo zagotovo pri tem tudi uspešna, ker vemo, da geografska bližina tukaj veliko pomeni. Kar zadeva pa rude, kar zadeva pa te stvari, smo pa trenutno, kot vidimo, malo odrinjeni na stran, ali pa zelo, In to je naša politična realnost. In tukaj, mislim, to je ena tistih stvari, ki nas mora res do konca strezniti, da Evropa pravzaprav glede nekaterih zadev zavzame res neke zelo jasne smernice politike, ki si jih bomo pol dejansko držali. Tako da to bi bilo na kratko. Še eno vprašanje imam glede te povojne, ampak ne obnove, ampak obnove arsenala v Evropi. Če smo včeraj slišali, 800 milijard bo na voljo, zdaj to res ta nov paket po zelenem prehodu, imamo zdaj nov prehod, to je v obrambno industrijo, vojaško. A v Sloveniji imamo kaj kapacitet, da tega denarja dejansko izčrpamo, kaj da ga pripeljamo k nam? Vemo, da če smo včasih imeli, to smo tudi prej se pogovarjali, KIK, Kamnik, Smodnišnico, pa nekaj podjetij, ki so se znala ukvarjati tudi z vojaško industrijo, biti zdaj, kot je prej rekel kolega Ervin, ali si zraven ali pa nisi, in da se zdaj delamo, dobro, mi se pa te vojaške industrije ne bomo šli. Ja, torej, še mogoče sam, da se navežem na dr. Cerarja, torej Evropa ima ekonomsko moč, da je zraven. Jaz mislim, da smo, kar tudi dokazujemo z vsemi od donacij do vlaganj v poceni svetu oziroma Evropi, največji donator še vedno, ali pa vlagamo v razvoj nekih skupnosti, in verjamem, da pa tudi države v Evropi znajo počrpa tudi ta drugi del, tako da so države, ki znajo tudi to narediti. Torej, jaz verjamem, da Evropa ima moč, in tudi Evropa ima takšno moč, ki lahko vpliva tudi na ekonomijo tudi Amerike. Torej, izmenjava med Ameriko in Evropo tako je največja, in nismo to zanemarljivi, in mislim, da moramo samo znati igrati na to karto, tako da imamo moč in verjamem, da imamo tudi ljudi. In če gledamo Brexit, tudi verjetno Velika Britanija mogoče včasih tudi obžaluje, da je zapustila Evropsko unijo kot tako. Kar se pa tiče naše vojaške industrije, mi imamo ogromno malih podjetij, ki so vrhunska. Jaz mislim, da je, tako kot je živim na kibernetiki, ko se ukvarjam s tem, je samo manjkalo nekoga, ki bi znal to povezati. Torej, ali pa da tudi drugemu ne konkuriramo, ker je pogača dovolj velika za vse. In mi potrebujemo samo nekega močnega koordinatorja oziroma tistega, ki bi znal to vse popisati, pogledati in potem začel vlagati v ta del razvoja in s tem krepiti krepko ekonomijo. Torej, prenesti nova delovna mesta. Danes vemo, da se vojaška oprema in oborožitev prodaja zametne, torej, in je priložnost, ki jo Slovenija mora izkoristiti danes. Torej, ne čakati in to narediti in takoj začeti, in torej država mora tudi pomagati na tem segmentu, da to spravimo skupaj. Imamo pa znanje, smo tehnološko zelo razviti, verjetno specifične zadeve, ki lahko res grejo mogoče v štric samo največjim. Na začetku sem postavil vprašanje, ko si rekel, da kaj takega, kar se je zgodilo s Trumpom, še nisi videl, pa bom zdaj popolnoma enako vprašanje še enkrat dejal, samo naprej. Kaj pa nas torej še čaka? Sam govoriš, revolucija je, neka revolucija se dogaja, ampak kaj pa je tisto, kot novinarski kolega veš, da nas čaka, ali pa pričakuješ, da nas čaka? Ker včasih se nam zdi, da politiki se zdaj pogovarjajo o dejanju zdaj in zamujajo trenutek za pogled naprej, enako na vojaški industriji, 3 leta smo že v vojni, pa nismo veliko naredili, zdaj pa bomo, ampak ta pogled, kjer ti pa lahko napišeš, kaj nas čaka, je pa lahko boljši in ponavadi tudi eno.
Lahko ti povem, kakšne težave imamo žurnalisti, te fizični delavci, veš, ki hodimo po svetu, ne analitiki. Ne? Je zelo preprosto, ne? Da namreč ovirajo v tem, da pišemo oziroma opisujemo, kako je nesprejemljivo postalo sprejemljivo in da to ni v redu. Ne? Poglej, danes kdo je zaskrbljen zaradi genocida v Gazi? Genocid v Gazi smo sprejeli kot nekaj samoumevnega, češ malo genocida, pa v resnici nikoli nikomor ni nič hudega naredilo. Dajmo se pogovarjati o rekonstrukciji. A je boljš ta načrt znanstveno-fantastični, naredimo še en Dubaj, ali vzamemo nekaj bolj skromnega. Ne? Enako se mi zdi pa v Ukrajini. Lahko nesprejemljivo, se pravi, vojaško spreminjanje meja evropskih držav postane sprejemljivo, postavimo to ob stran in potem, veš, v čem bo težava? Da, ko bom jaz rekel, jaz bi šel pa pogledati v Harkiv, ne? Kako je pa zdaj tam na meji ruske čete so zdaj 20 kilometrov stran od mesta, ki ima 1,5 milijona prebivalcev, pa ravno kar so otroke evakuirali, pa reki, to nikogar ne zanima. Se to je zgodba prejšnjega tedna, dajmo se ukvarjati z vprašanje rekonstrukcije. Ne? To jaz vidim kot težavo, ne? Zato ker to spravlja novinarski poklic pred nemogoče etične dileme. Ne? Če kaj drži inteligentno novinarstvo po konci, za razliko od vseh ostalih političnih institucij, ki imajo svoje delo, se ne vem s tem zakvarjati, je to, da pišeš stališča šibkega in napadanega. Ne? Delati žurnalizem stališča zmagovalca je brez veze, zato ker zmagovalec ima vedno samo eno zgodbo. Ne? Poraženci imajo veliko zgodb in si jih zapomnijo, kar je tudi slovenska izkušnja. Veš, zmagovalci so v slovenskih vojnah imeli eno zgodbo, ne? In so se potem, še zdaj soočamo z zgodbami poražencev, ki ne pozabijo. Ne? In to jaz mislim, veš, da lahko pričakujemo, ti lahko Ukrajino odpraviš, glej, ste izgubili, sorry, ne, mislim, kaj čmo, ne? Ampak ne misli, da bojo Ukrajinci to pozabili, ne misli, da bojo Poljaki, ki so njihovi sosedi in mazde, mislim, da še vedno 3 milijone beguncev to pozabili, ne misli, da bojo Moldavci pozabili, ne? Rezultat je pa, veš kaj, jaz mislim, da če to Evropska unija spusti iz rok na tak lahkoten način, nikoli več nihče Evropske unije na celem planetu ne bo več vzel resno. To je pa dobro izhodišče morda tudi za končno vprašanje. Kot predsednik vlade imate ta vpogled, kako ta Evropska unija deluje. Kaj je tisto, kar je torej možno danes povedati? Pa sej se lahko začne doma, ne? Sej morda bi pa predsednik vlade lahko imel nek nagovor tudi Slovencem, kaj zdaj to pomeni. Ne? Zdi se, da zdaj malce gledamo v Pariz, kdo se tam sestaja, kaj se dogaja v ovalni pisarni oziroma pri Trumpu, koga pokliče Putin oziroma kdo njega kliče. Kaj pa, če bi se začelo doma, vendarle se vse to smo zdaj ugotovili, ne, z zaključkom tiče najprej nas. A lahko predsednik vlade ima nek govor, ne populističnega na Facebooku ali pa kje druge, ampak nam nekaj pove in s tem stališčem gre potem naprej in morda, ne vem, a se tako lahko začne revolucija v miselnosti drugače, da se to vendarle tiče tudi nas in naše prihodnosti. Jaz mislim, da ja, ampak žal smo tudi v Sloveniji priča vedno večjim populizmom v zadnjih letih. Mi smo popolnoma podlegli temu svetovnemu trendu. In res je to, kar je bilo vodoma povedano. Ne? Slovenija mora postaviti tudi sama sebi neke smernice, neka stališča, njih zastopa, tudi s tem pridonesti neki Evropski uniji. Ne? Pokazati, da imamo nek svoj jaz, da imamo tudi mi neke izkušnje, ki jih pravzaprav velik del Evropske unije nima. Mi imamo to jugoslovansko izkušnjo, ne? Socialistično, kakorkoli, z avtoritarnim demokratičnim sistemom. To so izredne izkušnje, kjer bi morali biti bolj samozavestni, ko z njimi nastopamo navzven. Problem je pa v tem, če pogledamo, ne, da smo notranje tako zelo razklani. V Sloveniji glede niti enega stališča skoraj ne more, razen ko gre za poplave, hvala Bogu, saj tam, no, ampak z naravne nesreče. Ampak pri vseh družbenih vprašanjih smo razklani. Ali je to arbitraža, ali je to vojna v Ukrajini, ali so to zdravstvo, sociala, karkoli. In to nas slabi. In to je ta problem naše politike, da te razklanosti ne uspe saj na nekaterih točkah, ki bi bile res pomembne za vse nas skupaj, pa tudi za Evropsko unijo, da bi tam znali najti nek konsens,
pa se potem vsi truditi, da v prid tega konsenza delujemo doma in zunaj. In zato jaz mislim, da Slovenija potem ostane na tem. Pol bo na eni strani eden z te strani, drugi z te strani imel svoje stališče in to pravzaprav ni več Slovenija. Zato nas nihče tudi ne jemlje tako resno, kot bi nas sicer. Tako da bomo morali najprej doma pred svojim pragom malo pomest. Je pa to res, male države dokazujejo nekatere, da so lahko zelo vplivne. Jaz sem videl, v Evropski uniji je tako, če sem zelo konkreten, mogoče iz izkušnje. Jasno, ko gre za tako pomembna stališča, kot je zdaj do vojne, do Amerike, do trgovinskih zadev. Jasno, da tukaj dominirajo stališča pomembnejših držav. Vsi se malce oziramo, kaj bodo rekli Nemčija, Francija, potem Italija, recimo, ampak primer, Nizozemska. Se spomnim, imela vedno izredno močen vpliv v mojem mandatu, se spomnim tudi verjetno kasneje, na sprejemanje odločitev, pa komparativno gledano, nima temu, da je to seveda pomembna država, močna, ampak nima take moči vloge kot recimo Nemčija, Francija in tako dalje, manjša od Italije, veliko od drugih. Ampak zanimivo, Luksemburg, tudi neznaten pa se je ustvaril neko pozicijo, seveda skozi daljše obdobje, kot ga imamo mi. In ni nepomembno, kako si to pozicijo ustvarja. Slovenci tukaj imamo še priložnost, seveda samo do zdaj je nismo prav velikokrat izkoristili. In na koncu je tako, ko se neka ta temeljna stališča oblikuje okrog velikih, potem seveda vstopijo tudi mali s svojimi interesi, manjši. Imamo enakopravno seveda pozicijo za mizo, včasih se tudi te skupni večji interesi malce prilagodijo manjšim, včasih ne. Ampak to je neka realnost vsakega združenja. Vedno je treba realno gledati, da imaš neke dominantne skupine, tudi glede tematike, v enih tematikah ene, v drugih druge. In to se še dolgo ne bo seveda spremenilo, ampak ostaja pa izziv za Slovenijo. Jaz mislim, da mi smo tukaj znotraj sebe, sami sebi največji sovražnik ali pa problem. Ampak imamo problem. Jaz z vedrino gledam na Slovenijo, nisem nič zaskrbljen za to državo. Sem pa bil v zadnjem trenutku dvakrat zaskrbljen. Prvič, ko sem gledal Münchensko konferenco, nesrečno ime Münchenska konferenca, mislim, varnost na to, vzbuja napačne asociacije. Ampak ob vsem drugem me je tam zaskrbela ena sama stvar. Tam ni bilo niti predsednika države, niti predsednice države, niti predsednika vlade. In potem, ko je Macron skličal svoj sestanek v Parizu, panika, dajmo se brani, ni bilo niti predsednice države med povabljenimi, ni predsednika vlade. Mene to skrbi, Namreč dopustiti, da se drugi pogovarjajo o tvoji varnosti, meni se zdi, da prej me bodo dali na seznam za taborišče za prevzgojo. Te pa ne bi šel. Bi bil verjel, če bi me država zaščitila. Dvomim pa, da me bo zaščitila, če nima svojih najvišjih, najbolj vplivnih predstavnikov znotraj v institucijah, ki točejo po mizi in kričijo. Ja, to je zelo pomembno. In v takih primerih se da, če si proaktiven, se da doseči, da te povabijo. Se zdaj lahko rečete, ko niste več aktivni politika, je ta naša zunanja politika v tem trenutku proaktivna? V enih zadevah zagotovo je, smo celo članica, vemo, varnostnega sveta in v mnogih zadevah smo proaktivni, ampak mi smo zelo proaktivni, ko gre za načelna vprašanja, tudi se držimo nekih smernic, ko gre pa za te bolj, kako bi rekel, realpolitične zgodbe, smo pa dostikrat nerodni. Ne vedno, bi lahko tudi govoril o dobrih zgodbah, ampak žal, in to je recimo tak primer. Münchensko konferenco preskočiti na tem nivoju v takem času, kot je zdaj, to je strateško težko sprejemljivo, z vidika Slovenije. Še eno vprašanje za konec, vendarle me ta obramba malce bolj zanima, samo v tem smislu, da ko nekdo reče, treba bo vlagati, vsi razumemo, vsaj zdaj upam, da ste dali na mizo še nekaj argumentov, zakaj je to potrebno, ampak potem ste vi, gospod Cerar, omenil populizem, pa sem se spomnil, da sem videl včeraj enega politika, ki je dejal, pa si ta milijarda, to pa ni tako težko nabrati, bomo pa vzeli nevladnim organizacijam, pa bo. A lahko prosim samo še to obelodaniva, da ta milijarda vendarle ni tako malo denarja, da ti vzameš, dvema nevladnim organizacijam, to verjetno vi veste, ko ste gledali ta proračun. Najti milijardo med 17 milijardami ni lahko. Zato morda samo ta finančni del, ko bomo šli v ta vlaganje, ker so potrebna, kaj to pomeni, to iskanje te milijarde pri nekih
anti-woke bomo malce ukinili, sem prebral, to je imel pa predsednik opozicijske stranke, pa torej malo nevladnih organizacij, pa ta milijarda kar pade. Vendarle ni tako lahko, ker če bi že imeli to milijardo, ne? Absolutno, torej verjetno bi profesor Cerar to veliko lažje pojasnil, ko je iskal te milijarde oziroma teh 10 milijonov ali pa milijone strga, torej real politika vseh vlad, kar sem jaz spremljal do zdaj, je, da se kregajo za milijone, ne za milijarde, in da se kregajo, kje bojo vzeli 5 ljudi kvoto, kadrovsko kvoto, in kako bojo dali 5 ljudi drugam. Torej, to je realnost tega. To sem želel zdaj slišati, da ne govorimo tako z lahkoto o milijardah, pa v resnici iščemo kvoto. Absolutno ne. In jaz verjamem, da tudi ne gre kar tako, da nekomu vzameš in daš nekam drugam. Torej, tudi tako ne gre. Jaz verjamem, če prije do vojne, do same vojne, potem se verjetno res ne sprašuje, kje se vzame in se da tam, ko je, tam, ker omogoča, da država preživi in nacija kot taka preživi. Jaz verjamem, da bo potem potrebno narediti res pravilen akcijski načrt. Torej, tudi če se te spremembe, ki se nakazujejo lahko v NATO, se mogoče bo tudi treba pogledati, kaj pa res potem potrebuje NATO. Najprej, kaj potrebujemo mi sami. Mi smo to naredili, kot sem povedal, pridemo z akcijskim načrtom, mi imamo dobro sliko, kaj želimo, kako želimo in kako se oblikujemo, torej da najprej zaščitimo sami sebe in da potem damo ustrezen prispevek k zavezništvu. Ta del, ki je, in verjamem, da ko se bo to absolutno skristaliziralo, bo tudi potem jasno, načrtno narejeno, koliko denarja se to potrebuje, da je denar pametno in dobro potrošen in da ni potrošen kar tako. Tudi, če danes damo milijardo v obrambni sistem, vsega ne znamo, pa ne me narobe razumeti, mislim, absolutno ga super porabimo lahko, verjetno, ampak treba je porabiti tako, da je to res manj država kot taka nekaj od tega. Če bi sam dejal, torej, če govorimo pesimistično naprej, za obstoj Slovenije je tudi potrebno, če to začne razpadati, torej NATO ali Evropska unija, da si pa najdemo znotraj teh držav, Evropske unije, prava zavezništva. Torej, mi Slovenci sami kot taki verjetno bomo zelo težko se ohranili, ubranili, in jaz upam, da bojo moji otroci se postarali v samostojni Sloveniji še vedno, ampak ne glede, bo treba pa iskati nova zavezništva in iskati, ki so tista prava zavezništva, glede tega. S tabo bom pa končal, Ervina, prav. Ne, se bi lahko še kakšno uro seveda govorili, ker je veliko tem, ampak živimo v družbi, ko površno beremo novice, ko se zadovoljimo že z naslovi in ko so populizmi ali pa celo fake novice tiste, ki nam naredijo dan, smo pa pred temami, ki so več kot očitno zelo kompleksne. Kaj pa kot družba potrebuje, da bomo to kompleksnost morda boljše razumeli in potem tudi bolj, morda zahtevali prisotnost naših politikov na takšnih konferencah, kot je bila Münchenska varnostna konferenca, ali pa zahtevali, da nam razložijo, zakaj je potrebno vlagati v kakšne pomembne stvari. Ampak če bomo ostali pri teh kratkih naslovih, bomo to težko razumeli, ja? Veš kaj, jaz veliko novinarskega časa porabil v državah v krizih, so krizno organizirane. In ne boš verjetno to isto vprašanje postavljal, a se da na hitro kaj narediti, zato da se družba stabilizira. In odgovor je bil vedno isti. Družba neumnih ljudi ne mora imeti pametnih rešitev. Podvojite plače učiteljev. A veš, ne reorganizirati šolskega sistema. Naj bo učiteljska plača med najboljšimi plačami v državnem aparatu. Ampak veliko več. Potem ne boš imel težav z izobraženimi generacijami. Izobražene generacije bodo pa same našle rešitev za svoje preživetje. Če boš iz učitelja naredil nekoga, ki mora poleg tega že voziti taksi, potem nimaš rešitve v svojih rokah. Namreč, meni se di, veš, javno šolstvo, javno zdravstvo in, kako bi rekel, javni mediji so edine družinske vrednote, jaz mislim, za katere se zares splača žrtvovati, da se jih ohrani, zato ker zagotavljajo stabilnost družbe. In stabilna družba to ne pomeni družba, ki se strinja. Ne, prav nasprotno. Stabilna demokratična družba ima mehanizme, ki nestrinjanja združi v sistem, ki kljub temu pride do odločitev. To je bila ideja. Zato smo pobegnili iz enopartijskega sistema, ki je dolgo časa dovolj dobro deloval. To je veljalo za boljše. In jaz mislim, da to treba ohraniti. Razočaranje nad tem in
misel, a veš, da ti močan voditelj lahko reši situacijo, spet vprašati Američane, kako se zdaj počutijo, pojh spet vprašati pa čez pol leta, ne? In boš videl, da mogoče močan voditelj le ni tako simpatična figura, kot misliš, da je, ne? Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas, hvala za vaše misli. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami, verjamem, da ste vendarle dobili še kakšen nov pogled na to, kar se dogaja okoli nas, in hvala lepa do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.